Stranki Mladih Zeleni Evrope smo že predstavili svoje pomisleke o novem zakonu o RTV. Seveda so nas predlagatelji želeli demantirati predvsem v tej dikciji, da zakon ni diskriminatoren. Mi seveda trdimo obratno, zakon tako kot prejšnji sta oba diskriminatorna, ker omejujeta neparlamentarne stranke in liste, da bi se lahko soočili enakopravno na predvolilnih soočenjih z oblastjo, z tistimi, ki so v parlamentu, ki so v vladi. Na ta način je ljudstvu onemogočeno se soočati z oblastjo. To ni prava demokracija. In če že predstavniki vlade trdijo, da so v tem zakonu sicer povečali stopnjo demokratičnosti in so namenili neparlamentarnim strankam 2/3 časa parlamentarnih strank, pa še vedno delajo dve skupini, kjer se neparlamentarne stranke in liste soočamo za sebe, parlamentarne posebej. In to v času vseh referendumov znotraj enega mandata in seveda na vsakih volitvah znova. Na ta način prihaja do tega, da se enostavno nekdo, ki ni na oblasti, ne more z oblastjo soočiti. To je tudi neustavno in ponovno bo očitno potrebno tudi ustavnost spodbijati. Seveda pa predlagatelji zakona, Ministrstvo za kulturo in seveda vse stranke, ki ta zakon zagovarjajo vladne, v svoje izjavi ne zanikajo tega, da zakon morda ni v skladu z ustavo. Ker v ustavi ni nikjer podlage za to, da lahko delimo parlamentarne in neparlamentarne stranke, sploh pa ne v javnem zavodu, na javni televiziji v dve skupini, če tega ne dela niti Državna volilna komisija, ki naredi enakopravn, enakovreden žreb za vse, ki se uspejo kvalificirati na volitve. Zato, da se kvalificiraš na volitve, moraš pa itak izpolniti pogoje. In mi imamo že s tem oteženo delo, večkrat je potrebno zbirati podpise na ulici, na upravnih enotah, preprečevati ljudi, da dajo podporo, da lahko greš na volitve. Oni to naredijo z 3 podpisi poslancev. Na koncu pa še ta dvojna delitev. Enostavno, to je ena tista največji pomislek, ki ga v Stranki Mladih Zeleni Evrope izpostavljamo. To smo izpostavljali 1,5 leta v času priprave zakona. Niso nas niti povabili na razgovor, niti nam poslali nobenega odgovora. Ves čas se je odlašalo, nekaj časa smo celo pričakovali, da bomo lahko podali svoje predloge. Seveda tudi ponekod v tujini seveda je taka praksa, kot jo oni zagovarjajo. Je pa marsikje tudi praksa, da imajo vsi enake možnosti. Lahko bi si na primer pogledali malo čez meje in bi videli. Kdo pa pravi, da vedno mora biti vse v skladu s tem, kar imajo v tujini. Dodal bi še to, da pač ta dikcija 11. člena za nas ni sprejemljiva, tudi dikcija 12. člena Grimsovega zakona za nas ni sprejemljiva in to, da zavračamo ta zakon o RTV 2, ne pomeni, da se strinjamo zakonom o RTV 1, Grimsovim zakonom. Niti zakon Širce, niti zakon Grimsa ni pravi, ni demokratični in tu je potrebno zadeve popraviti. Seveda pa zato, da se bo lahko popravil, ga je najprej potrebno na referendumu zavrniti. Referendum je, to je dejstvo, potrebno se ga odeležiti, zakon zavrniti, ker se bo le v tem primeru ta zadeva popravila in seveda vse ostale, tudi tiste, ki se nanašajo na status javnega zavoda, ki je v tej novi obliki zelo ohlapen in v bistvu na majavih tleh ta javni status. Vse ostalo bomo v teku te kampanje še povedali, seveda ukolikor bomo imeli priložnost na soočenih, pa žal očitno ponovno nekih deljenih. Te stvari si v bistvu prizadevamo popraviti.